Bil sem trener Ivančne Gorice in po prvi sezoni članskega nogometa v drugi slovenski ligi, ki je bila dokaj uspešna v Ivančni Gorici, se smo praktično do 3 tekme do konca se borili za uvrstitev v prvo ligo. Me je moj prijatelj iz mladosti, soigralci, ne vem kaj še vse, Nenad Protega poklical in povabil, da pridem na razgovor v Domžale. Tako je bil kontakt po tej sezoni. Odzval sem se po vabilu, prišel sem na razgovor, že isti dan sem dobil pozitiven odgovor kluba oziroma sestanka med mano, predsednikom in Nenadom, tako da cilj je bil enostavno čim prej se vrniti, ampak ni bil postavljen, da to treba takoj prvo leto narediti. V 2 letih eno mirno okolje, kakor poznam Domžale od prej, enostavno en dober projekt in želja po vrnitvi v prvo ligo. Se pravi, jaz sem bil takrat, če se ne motim, star 32 let. Pa res ena neverjetna zgodba, če pogledam eno svojo pot že od mlajših selekcij. Ena pot, ki je šla zelo hitro navzgor. Kaj je zdaj razlog? Ne vem točno, mogoče sem prehitel v danem trenutku neke smernice nogometa. Če se spomnim, sem eden izmed prvih, ki je začel igrati s 4 branilci od zadaj v prvi slovenski ligi. Poudarek na nekih določenih segmentih igre, na katerih ni bilo poudarka v tistem času. Dosti sem se izobraževal, hodil sem po evropskih klubih, kjer sem dobil dodatne informacije. Sam sem bral, ustvaril sem si neke svoje ideje. Skratka, tudi, ko sem prišel v Domžale, nisem bil nov, brez izkušenj. Jaz sem pred prihodom iz Domžal imel 3 leta dela z mlajšimi selekcijami, pa eno leto v članskem nogometu. Se pravi, po 4 letih trenerskega poklica sem prišel v Domžale, se pravi, šele 5. leto sem jaz vzel klub, ki je imel svojo težo. Pa veliko tekem, ni ena. Ene so pomembne na en način, druge so na drug način. Seveda je ena izmed najbolj markantnih tekma v Ajdovščini ob naslovu v prvem naslovu državnega prvaka. Ta tekma je simbolična. En let pred tem jaz na tekmi v Ajdovščini nisem mogel prisostvovati. To je edina tekma v mojem življenju, na kateri nisem bil, ker sem pač bil na pogrebu očeta in nisem mogel biti na tej tekmi. Po enem letu točno v Ajdovščini mi slavimo naslov državnega prvaka in eden izmed strelcev je bil tudi Janković, katerega je imel moj oče neizmerno rad. Tako da je dosti simbolike v tej tekmi. Ne samo, da smo dvignili pokal, ampak je ena izmed tistih tekem, ki je zapisana pri meni pa marsikomu navijaču v Domžali iz enega drugega razloga. Seveda onega najbolj ključnega, to je naslov državnega prvaka, prvi naslov. Pa moja nogometna filozofija je, mislim, da se ne razlikuje dosti veliko od ostalih nogometnih filozofij, ampak skozi izkušnje, skozi leta sem dojel, da obstajajo na igrišču cone, v katerih obstajajo določena pravila. Se pravi, nekje greš lahko v večji rizik, nekje ne smeš iti v rizik, nekje pa lahko delaš karkoli hočeš. In če se to igralci zavedajo tokom 90 minut ali pa 95, koliko zdaj tekma traja, potem vsem dosti lažje. In če točno vejo, kaj morajo narediti v določenih conah, če točno vejo, kaj je treba narediti, ko se žoga kotali oziroma ko je žoga statična oziroma ko so prekinitve, potem si ti absolutno večje prednosti kot na drugi strani. Ena izmed zadev ali pa skrivnosti, rečemo, prej ali pa slej te analizirajo, prej ali slej te pogruntajo. In za tega moraš imeti pripravljen plan B. Ni dovolj plan A, pa včasih je tudi potrebno povleči za plan C. Se pravi, vsi tisti trenerji, ki se samo oslanjajo na plan A, do neke mere to gre, potem pa enostavno začneš kripati. Če nimaš pripravljen plan B ali pa celo plan C, na dolgi rok je to nemogoče. Normalno, da sem imel veliko sodelavcev, ki so zaslužni za ves ta uspeh. Nikdar ga nisem, niti v nobenem svojem intervjuju, niti v nobenih svojih izjavah lastil sam za sebe, ker to je kolektivni duh, ki nas je krasil in ena kolektivna energija, ki smo jo imeli takrat v Domžalah, zelo veliko
pozitivnih ljudi, zelo veliko ljudi, ki so želeli samo dobro. Na tej poti k uspehu, na poti k vrhu, ali kako smo že takrat to imenovali našo pot, seveda so nekateri bolj markantni. Ta trikotnik je normalno glede, kako bi rekel, pod narekovaji šefovstva, se pravi predsednik Stane Oražem, ki nikdar ni na bilo kakršen koli način pritiskal na mene, niti je dvomil, ne, da bi jaz vedel v mene, vedno mi je puščal proste roke. Eno fantastično sodelovanje, seveda tukaj je tudi Protega Nenad, ki mi je omogočil vse to. In potem moji najtesnejši sodelavci, ne morem nikakor mimo Filipa Filipovskega, ki me je v določenih momentih znal brzdati, ki me je v določenih momentih ulil neko samozavest. V nadaljevanju Martin Magister, ki se je naknadno priključil v tem našem trenerskem štabu. Mi smo otvorili kako bi rekel, en tak konglomerat tega strokovnega dela. So tudi ostali ljudje, kateri so bili neizbežni, kot je na primer Miran Kralj, tehnični vodja, s katerim sva dostikrat tudi primerjavali kakšne druge stvari. Brez vseh nas je to nemogoče, tudi Grega. Se pravi, veseli me, ker jih je kar nekaj še ostalo. Mislim, veliko ljudi, kateri so mi dajali podporo in kateri so včasih tudi trpeli moje takrat nerazumljive poteze, ki so se potem na koncu izkazale še kako razumljive.